Lepo pozdravljeni v podcastu Odmev tedna. To pa je bil teden, predvsem je bil svečan in lep in vroč seveda. Vroč bo tudi tokratni podcast. Dogodke komentirava z našim novim komentatorjem in analitikom. Z nami je gospod Alojz Kovšca. Pozdravljeni. Gospod Kovšca, lepo pozdravljeni. Vas seveda poznamo kot nekdanjega člana Državnega sveta. En mandat ste bili predsednik Državnega sveta, no zdaj pa ste tudi predsednik in direktor Lovske zveze Slovenije. Povejte nam kaj več o tem, kaj zdaj počnete. V glavnem se ukvarjam z lovci, lovom, z divjadjo, tudi z zvermi. Moje delovno mesto je bistveno drugačno kot vse, kar sem prej počel. Prej sem se ukvarjal z urarstvom, zastopal sem obrtnike v Državnem svetu, ki je stičišče civilne družbe in politike. Potem, ko sem se od tega poslovil, na urarstvu sem še zmeraj z eno nogo, se ukvarjam pa z lovom, lovci in problematiko divjadi na Slovenskem. Delo je kar zanimivo, pestro, včasih tudi malce preveč, kadar kakšen medved zaide v naselje, takrat smo vsi na trnih in na nogah in poskušamo ravnati tako, da ne bi imeli človeških žrtev, pa tudi, da bi bili čim bolj humani do živali. Iz politike ste se pa poslovili? Ja, pravzaprav me je politika odslovila. Ni bila ravno moja volja, da bi odšel, ampak odločitve političnih strank so bile take, da enostavno ni bilo več prostora zame. Meni ni treba pokazati vrat, dovolj je, da nekdo reče, da me ne potrebuje in jaz si poiščem drugo pot, tako da sem politiki rekel z Bogom. Ampak kako ste se počutili takrat? Po eni strani je bilo to olajšanje, po drugi strani je bila neka trma, nek ponos. Nikomur se nisem hotel preklanjati, nisem hotel biti nikogaršnji izvrševalec in politika pravzaprav ne mara takih ljudi. Prostora je za 3-4 take v državi, če pa še kakšen več, se pa tile 3-4 potrudijo, da mu pokažejo pot z igrišča in tako sem končal na klopi rezervnih igralcev in se ukvarjam pač s čim drugim. Torej, zdaj, da vemo, o čem govorimo, vi bi bili kandidat za predsednika države? Da, takrat se desni pol strank dogovoril, da bomo imeli enotnega kandidata, predlagali so mene, niti ni bila moja ideja. Ampak, a veste, nekako na krilih tega uspeha v Državnem svetu sem mislil, da je to realna opcija. Kot predsednik Državnega sveta sem vedno zagovarjal neko tolerantno srednjo pot, kjer bi se lahko marsikaj dogovorili in težko mi bi katerikoli svetnik iz tistega mandata očital, da sem ga obstruiral zaradi ideoloških razlogov ali karkoli drugega. Pošteno sem igral to igro in računal sem tudi to, da Slovenija potrebuje človeka, ki bo bolj mislil na državo kot na sebe, ki ne bo trdno vpet v neko stranko in podložen neki ideologiji, tako da če bi temu lahko rekel, da bi pragmatično ravnal v zadevah nacionalnega pomena in sem mislil, da sem jaz tisti, ki to lahko. Potem, ko je bil ta dogovor nekako sprejet, so se pa stvari zelo hitro obrnile, pojavili so se kandidati posameznih strank in takrat sem rekel, no ja, sej boljš, da v takih pogojih pa tudi ne bi kandidiral. In ko so mi stranke odrekle podporo, ko so začele postavljati druge kandidate, sem preprosto rekel, no, to je to. Dovolj, kot predsednik Državnega sveta sem dosegel največ, kar en obrtnik lahko doseže, pa gremo na druga področja, bom pa kaj drugega počel. No, to so bile desne stranke, ne? Vi ste bili na nek način v tem krogu desnih strank. Ne, se jaz ideološko pripadam desnemu polu, tako da tega nikoli nisem niti skrival. Sem katolik, veren, morda koga moti, ampak vsako nedeljo se trudim biti pri maši. Vsi otroci so krščani, birmani. Če je to izraz desnosti, je temu tako. Kar zadeva pa socialne vprašanja, o katerih smo glasovali v Državnem svetu, sem večkrat prestopil iz desne tudi na levo stran.
govorimo o posameznih vprašanjih, ki se dotikajo ljudi. Težko bi zase rekel, da sem prav desni politik, zato ker razumem tudi socialo. Ne nazadnje imam sina, ki je avtist in spoznal sem mnogo usod ljudi, ki so obviseli nekje v sistemu in sistem ni skrbel zanje. In če malo pobrskam po spominu, sem podprl veliko iniciativ za pomoč malemu človeku, od invalidov do slušno in govorno prizadetih, do recimo takih, ki so resnično potrebovali pomoč države in družbe. In ja, enkrat sem pogooglal oziroma sem pogledal po Twitterju, kam me uvršča umetna inteligenca in pravi, da sem konzervativnih nazorov, ampak tudi pragmatičen, kadar gre za vprašanja sociale in malega človeka. No pa poglejmo, kaj pa na področju lovstva, kjer ste zdaj, ne? Tu se velikokrat tudi politika sooča s pomembnimi vprašanji, recimo, ali je medvedov preveč ali premalo, kako rešiti ta konflikt medved-človek, do kam lahko medvedi pridejo. Kako pa je tukaj? No, sej lov ni samo lov, ampak je tudi to organizacija 20,000 oboroženih mož in žena. To je cela vojska. To je cela vojska in če seštejemo vse policiste, vse vojake, rezerviste, nas je lovcev več. In verjetno, ker zadeva orožje, smo tudi bolje opremljeni. Tudi poznamo celoten teren po Republiki Sloveniji, kamor drugi ne zaidejo, smo lovci redno prisotni. Angleško bi temu rekli formidable force ali upoštevanja vredna sila. In vsaka politika se trudi imeti vpliv na to upoštevanja vredno silo. V preteklosti je bila lovska bratovščina ali zelena bratovščina vedno podložena nadzoru enopartijskega sistema. Z ustanovitvijo oziroma osamosvojitvijo Republike Slovenije se začne to spreminjati, tako da danes so lovci kar pestra druščina. Jaz bi rekel, da jih je pol. Pol jih je levo, pol jih je desno usmerjenih, kar je neka garancija, da ta organizacija nikoli ne more ne more biti zlorabljena od katerekoli politične opcije. In zelo zanimivo, da je to ena izmed največjih nevladnih organizacij, tudi z najdaljšim stažem. Leta 1907 je bil ustanovljen recimo temu skupek lovcev, tedanji slovenski intelektualci v pretežno nemško govoreči Ljubljani stopijo skupaj in sestavijo Slovensko lovsko društvo. In to lovsko društvo je preživelo Avstro-Ogrsko, prvo Jugoslavijo, okupacijo, drugo Jugoslavijo in obstalo v Sloveniji. Vlade se menjajo, ideologije in državne ureditve se menjajo, temeljni postulati, lovski etični kodeks ostaja pa enak. No in zdaj, ko govorimo o medvedih, je krivično izpostavljati samo medvede, saj to ni edina žival, s katero imajo naši občani težave. Naši občani, predvsem lastniki zemljišč in kmetje, imajo težave tudi z drugo vrsto divjadi, ne samo z zvermi. V zadnjem času se nam je zgodila eksplozija medvedov, sami smo si pripeljali volka in ga poskušamo nadzorovati. Evropa ga je tako zaščitila, da je ta nadzor otežen. Pojavil se nam je šakal, ki igra čedalje bolj pomembno vlogo in tudi verjetno, oziroma zelo verjetno, bo v prihodnosti šakal napravil v Sloveniji zelo velike težave na domačih živalih, ker je vrsta v veliki ekspanziji. Doživeli smo pa tudi ekspanzijo jelenjadi, ki uničuje gozdove, uničuje vrtove in pašnike. In tisti, ki so zadolženi za planiranje oziroma za sledovanje številčnosti teh vrst, doslej niso odgovarjali. Javnost to odgovornost pripisuje lovcem, pa smo lovci zgolj izvrševalci. In ne nazadnje, lov in odnos do divjadi je postal, recimo temu, politični poligon nekaterih strank, predvsem z levice, ki so najprej ščitile medveda, potem, ko je medved napadel tisto ubogo gospo tukaj zraven Ljubljane na Škofeljci, je to postala prevroča tema in je interes migriral na kozoroga. In Lovska zveza se ni pustila zvleči v to igro pred volitvami, da bi se soočali z nekom, ki brani kozoroga pred nami, zaradi tega, ker smo lovci že 20 let poizkušali doseliti novo svežo kri
nove kozoroge iz švicarskih Alp, pa je ta ista politika to preprečevala. No in sedaj se je ta politika obrnila za 180 stopinj in brani kozoroga pred nami, ki smo ga desetletja reševali. Torej, lov je in bo vedno tudi politično torišče. Praviloma se politične stranke direktno ne vmešavajo, se pa vmešavajo njihovi podaljški, to so pa razne nevladne organizacije, ki na področju lova lovijo svoje točke, všečke in seveda tudi finančno podporo. Ja, tudi kapital. No, torej, očitno niste šli iz politike, ne? To je kar veliko politično torišče. Sem šel iz politike, ampak je politika prišla za menoj in me še vedno lovi, tako da poskušam ubežati. Dobro, zdaj, če greva k dogodkom tega tedna, povejva za začetek, da ste vi tudi veteran vojne za Slovenijo, ne? Vi imate pravzaprav vojaško izobrazbo, lahko bi imeli kakšen visok čin tudi, ne? Lahko bi, ampak se ni tako izšlo. Po vojni sem sicer poizkušal postati zaposleni v oboroženih silah, ampak se je zgodilo nekaj čudnega. Po nekem naključju je nekdo ugotovil, da imam težave z alkoholom, ki jih v resnici tedaj nisem imel. No, zadeve nisem šel raziskovati, minila so leta, ampak očitno je nekdo nekaj zamešal nekatere podatke in tako kartoteke. Sem ostal. Ja, tako, in sem ostal izven oboroženih sil. Zdaj, kar zadeva pa moje veteranstvo, jaz nisem član nobene veteranske organizacije. Bil sem v organizaciji Zveza veteranov vojne za Slovenijo, ko sem pa videl, da se ta organizacija začenja deliti na leve in desne, sem se odločil, da izstopim. Nikoli nisem zaprosil za status veterana, ker se mi zdi to sramotno. Država bi morala vedeti, kdo se je zanjo boril, kdo se je v resnici streljal in kdo je čuval nek skedenj daleč od kraja spopadov. In če država tega ne ve, potem jaz tudi ne potrebujem tega statusa veterana. No, ampak med vojno za Slovenijo, kje ste vi bili? Med vojno za Slovenijo sem bil poveljnik enote 512. To so bili oklepniki zaseženi v Trzinu, prepeljani na Krumperk, iz Krumperka smo jih vozili v železniške delavnice Sostro, iz Sostra smo jih prepeljali v Jatorjeve delavnice, usposobili za boj. 28. Smo te oklepnike dobili, 29. junija smo že poročali, da smo sposobni za boj. Imeli smo 2 popolnoma usposobljena oklepnika, enega na pol, in potem smo se najprej skrivali v avtošoli Ježica v garažah, kjer smo pričakovali letalski desant na Nemško cesto. Ker se ni zgodil, smo se premaknili, da bi po potrebi sodelovali v spopadu z 3. bataljonom vrhniške brigade, ki je ostal na Raskovcu. To smo bili v garažah Zastava avta. Vmes je tudi moja enota onesposabljala tisti tank, ki je ostal na avtocesti, famozni Jelinčičev tank. Ja. O tej zgodbi kdaj drugič, pa veliko več. Molotov je vrgu, ne? Zmago Jelinčič se je pojavil z Robertom Korezom, ustrelila sta en protioklepni projektil Osa. In spopad je potekel tako nenavadno. Ta čas, ko smo se teritorialci streljali s tem tankom, so ljudje na mostu na prehodu čez avtocesto pse sprehajali, pa gledali, da bi šlo za kakšen film. Malo je bilo tragikomično. No. Pa tiste fante se spomnim, ko smo jih zajeli, smo jih pa tudi preoblekli v civilne obleke in dali pasoš in jih napotili v tujino. Domov. Če me spomin ne vara, je bilo enemu desetarju ime Ečo Esmir iz Črne Gore in sva imela tudi možnost po vojni se srečati, pa kaj spregovoriti o tem. Žalostni časi, ampak bilo je zanimivo. Pestri. Rezultirali so v samostojni Sloveniji. Ne? Zdaj greva na prvo fotografijo. 12. junija je bila ponovno izobešena ta slovenska nacionalna, ne državna zastava, ta trobojnica, ki je tako pač je enaka kot ruska, ne? Je pa to seveda zastava, ki izhaja iz francoske revolucije. Ne? Ja. In prvi jo je izobesil Toman na
na Wolfovi ulici, ne, ki je bil, Toman je bil pač delegat v takratnem Dunajskem parlamentu. Izobesil je pa zato, ker so takrat, že rekli ste, Nemci so ustanovili lovsko društvo, Nemci so bili močni med prebivalci Ljubljane, oni so dali zastavo na grad in Toman je pa dal zastavo pa 7. aprila 1848. Zdaj, kaj to pomeni? Kaj pomeni ta zastava in slovenska državna zastava? Kaj to vam pomeni? No, čeprav že desetletja nisem več v vojaški uniformi, je treba razumeti, da sem še vedno po duši vojak. Vojaki se praviloma ne vojskujemo za denar in niti ne za slavo, vojskujemo se za čast. Razlika med častjo in slavo je velika. Čast je biti svoboden, biti gospodar na svojem. In dokler zastava stoji, dokler zadnji vojak drži zastavo, bitka še traja. Za nas, za vojake, za takšnega se še vedno imam, zastava pomeni zelo veliko. Jaz nikoli nisem nosil nobenega odlikovanja. Vedno pa kot predsednik državnega sveta in kot predsednik Lovske zveze Slovenije, kamorkoli grem, nosim slovensko zastavo. To pomeni, da zastopam Republiko Slovenijo na nacionalni ravni. In zame zastava ni zgolj nekaj, kar obesiš in plapola, ampak me identificira. Ponosen sem, da sem Slovenc in ponosen sem, da naša zastava vihra in plapola ponosna. Me pa zelo prizadene, res me prizadene, kadar se mi sprehajajo po proslavah in po dogodkih državnega pomena z zastavo, s katero je Jugoslovanska ljudska armada korakala proti nam. Leta 1991 sem bil mlad, ravno vojaško akademijo sem končal, pa prišel domov. 3 leta sem bil med civili, ker sem zapustil vojsko. In tista zastava, pod katero sem se šolil in pripravljal za vojno, je korakala proti nam. Stali smo pred tanki in poskušali smo najboljše, kar smo mogli, da bi ohranili to Slovenijo. In nekdo si drzne to isto zastavo, ki je mendrala po naših cestah, rušila naše hiše, bombardirala naše oddajnike, ubijala ljudi, ne samo Slovence, tudi tiste reveže, prevoznike, Turke in Bolgare na Medvedjeku. Ja. Nekdo si drzne s to zastavo mahati in jo postavlja celo pred slovensko zastavo. Veste, jaz ne želim nobenemu odrekati vloge te zastave med drugo svetovno vojno. Bila je na strani zmagovalnih sil, ampak se je umazala. Umazala se je s krvjo Slovencev, umazala se je s krvjo Hrvatov, muslimanov, Bosancev. Umazala se je ta zastava. In kdor jo ponosno nosi, je zaradi mene lahko ponosen, ampak v mojih očeh ni vreden. Ta zastava se je umazala. In tudi mnoge druge zastave. Jugoslovanska s peterokrako zvezdo. Tako je. Ja. In tudi mnoge druge zastave so se umazale v nekaterih vojnah. In ta in tista z našim slovenskim znakom se ni. Mi nikoli nismo bili agresor. Vedno smo branili svojo domovino. In to, da nekdo briše en del zgodovine in se sklicuje na neke pretekle dogodke in mi maha zastavo okupatorja, je zame žalitev. Če bi mene vprašali, bi bilo to prepovedano. No, zdaj prepovedane so, prav ta teden je Resnica vložila zakon in podprle so ga tudi desne stranke, da je zdaj prepovedano obešati na državne ustanove druge zastave, recimo palestinsko, ki itak ni država, ali pa LGBT zastavo, pisano mavrico in vse ostalo. Kaj vi menite o tem? Vsak bo zdaj v bistvu neko svojo zastavico, glede na svojo simpatijo, ali kako je? Ja, veste, to je tako, kot bi obesili tudi lovski prapor. A ne? V državi, v Republiki Sloveniji imamo veliko ljudi, ki se ne strinjajo z lovom, ki se jim to zdi nekaj arhaičnega, krutega, krvavega. Zakaj bi te ljudi dražili z izobešanjem lovskih praporov na državnih ustanovah? Saj imamo Lovsko zvezo Slovenije in ta prapor tam ponosno. Vihra in mi lovci smo ponosni, da smo pod tem praporjem. In tudi te organizacije imajo lahko svoje objekte, in tam, kjer pač združujejo svoje vrednote, naj to simbolizirajo tudi njihove zastave. Nimam nič proti temu. Republika Slovenija pa je bila izborjena v krvi.
In nihče nam ni pri tem pomagal. In naših zastav niso izobešali nikjer druge po svetu. In nismo dolžni tega storiti za kogarkoli. To, da izobešamo tuje zastave na državnih inštitucijah, je po mojem mnenju razkroj državnosti. Ne bi smelo biti nikoli dovoljeno. Jaz sem tudi nekoč dejal, da vojaškega pogreba so lahko deležni samo visoki častniki v miru, vojaki, častniki, podčastniki padli v vojni, najvišji državni politiki, recimo temu predsednik države, ki je tudi obenem poveljnik oboroženih sil, drugi pa ne. Vojska ima svoj častni kodeks. Zlorabljati vojake za vojaške pogrebe, za osebe, ki so dosegle za vse udbovce, no, povejmo. Povejmo kogarkoli že. Ja. Sej mene to nič ne delam nobenih razlik med tistim, ki so bili v udbi, pa med tistim, ki so bili kjerkoli, v kulturi, če hočete, v športu. Ne, vojaških časti se takim ne nakloni. Vojaške časti so zelo ozke, zelo rezervirane in zlorabljati slovensko vojsko za to, da se nek dogodek naredi svečan, je popolnoma neprimerno. Če umre gasilec, ga pokopljajo z gasilskimi zastavami, če umre lovec, ga pokopljamo z lovskimi častmi. Ampak neprimerno pa je, da se slovensko vojsko in slovensko zastavo zlorablja za tiste, ki pač niso bojevniki, niso vojaki, niso umrli v boju, niso poveljevali in niso predsednik republike. Meni se zdi popolnoma nenavadno, smešno se mi zdi. Kot bivšemu predsedniku državnega sveta mi pripada pogreb z vojaškimi častmi. Zakaj že? Zakaj že? Sej v državnem svetu se nismo vojskovali, sej tam si nisem ničesar zaslužil. Dobro, zahvaljujoč temu gospodu Lovru Tomanu, ki sva ga omenila, ki je 7. aprila 1848 prvič izobesil to zastavo, imamo zdaj tudi dan zastave. O tej zastavi smo v preteklosti že veliko govorili, predvsem v času, ko je Rusija napadla Ukrajino 4 leta in pol nazaj, ne? In takrat so nekateri Slovenci predlagali, da bi zamenjali to zastavo. Vprašanje je pravzaprav res, zakaj je taka kot ruska. No, taka je zaradi tega, ker smo živeli takrat v skupni državi z germanskim prebivalstvom. Ljudje so se počutili bolj Slovane kot Germane. Panslavistično gibanje je bilo takrat na pohodu. In vsi so naivno upali, da je skupni imenovalec mnogih narodov to, da smo Slovani. Na koncu se je pa izkazalo, da čeprav smo Slovani, so med nami večje razlike, kot so med nami Slovenci in nekaterimi drugimi narodi. Jaz pravim tako, ni brat, kdor je brat, ampak je brat tisti, ki te ima rad. Izkazalo se je, da so ta hegemonistična občutja pri Rusih, pri Srbih veliko močnejša, kot so občutki bratstva in enakosti. In živeti v državi, kjer smo sicer vsi Slovani, ampak nekateri menijo, da so bolj Slovani in več ljudje kot mi, je popolnoma neprimerno in za nas Slovence nezaželeno. Zdaj, če je to relikt neke preteklosti in če nas na nekaj spominja prav, če smo bili sposobni ustanoviti lastno državo in jo z orožjem odbraniti, potem bi bilo prav, da naredimo tudi čisto nam lastno zastavo. Zanjo je seveda potreben širši družbeni konsens, ne bi smela izražati nobene ideologije, po mojem bi pa morala izražati to, kar Slovenci smo. Naše simbole. Triglav, morje, Panonsko nižino, slovenske gozdove. Nekaj lepega se iz tega da narediti. In iz tega se da narediti nekaj, pod čemer bodo stali naši prihodnji rodovi in se ne bodo delili. Ta zastava res spominja na rusko in tista z petokrako zvezdo se je umazala v krvi. Mogoče pride čas, ko bodo mlade generacije iskale svojo identiteto, neobremenjene za zgodovino. No, zdaj v tem zakonu, ki sva ga na začetku omenila, ki ga je predlagala Resnica, pa je tudi predlog, seveda to, kar prepoveduje te aktivistične zastave, je pa tudi predlog, da bi iz Zdravljice v tej naši himni dodali tudi drugo kitico, ne? In takole pravi: komuna je pred veselo Zdravljico, bratje, čmo zapet, Bog živi, Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet, brate, vse, kar nas je, sinov,
sloveče matere. To je spet malce slovansko. Potem pa živena vsi narodi. Ne? Se vi strinjate s tem? Seveda se. Sej France Prešeren je bil domoljub. In himna neke države predstavlja to, kar ta država je. Če želimo biti Slovenislavija in če želimo tukaj na tem prostoru politične pravice deliti, kot bi rekli, z vejevnikom, vsem narodom, potem ne ostane tako, kot je. Če pa se zavedamo tega, da smo maloštevilen narod, pokončen, pa vendar maloštevilen, in da ima politične pravice na slovenskih tleh slovenski narod, potem je prav, da tudi v himni najprej zapojemo slovenskemu narodu, potem šele vsem ostalim. Ja, vsaka zdravica je tako, najprej nazdravimo sebi, pa našim lepim ženskam, pa moškim, pa otrokom in tako naprej, in konča se potem za sami. Se je tudi tako bilo mišljeno, se je to tako Prešeren napisal. Domoljubje ni šovinizem, domoljubje ni nacionalizem. Domoljubje je čist občutek ljubezni do domovine, spoštovanja do sebe, svojega naroda in potem do drugih. Če nekdo je zaradi tega prizadet, da mi izpostavljamo svoje slovenstvo, svoj jezik, svojo kulturo, potem nima kaj iskati med nami. Jaz si ne predstavljam, da se bi zdaj preselil v Nemčijo in da bi Nemcem rekel, pa kaj to vi skozi podarjate to neko vašo nemškost. To bi bilo profano, pokvarjeno. Če si nekje v gosteh ali pa če želiš nekje ostati vse svoje življenje, graditi prihodnost zase in za svoje otroke, potem se moraš temu prilagoditi. Moraš se prilagoditi narodu, običajem, kulturi, v katero prihajaš. Zakaj sicer rineš v to kulturo, če tebi ni sprejemljiva? Slovenci imamo zelo veliko asimilativno sposobnost. Če pogledate priimke v telefonskem imeniku, lahko vidite, da smo skozi zgodovino sprejemali mnoge, ne glede na poreklo. In mnogi ti ljudje z neslovenskimi priimki se danes počutijo Slovence. In nič slabega ni v tem. Mi nismo imperialni narod, ki bi nekomu vzel identiteto na silo in ga spremenil v sebi podobnega. Smo majhen narod, gostoljuben narod in tisti, ki k nam pridejo in želijo tukaj biti z nami, se asimilirajo prostovoljno. Če pa tega ne želijo, si kot majhen narod ne moremo dovoliti, da bi jih tukaj imeli. Hvala lepa za obisk in nasvidenje, poiščite svojo srečo drugod. No, ta teden smo bili tako kot vsako leto priča tudi maši za domovino. Prvo je imel takrat na dan osamosvojitve tudi gospod Alojzij Šuštar. Zdaj, zanimivo je vprašanje, v kolikšni meri je vsako leto je ta maša za domovino, v kolikšni meri je to politični dogodek, v kolikšni meri pa je nam narod res neka vrednota in je prav, da ga podpira tudi cerkev. Za kakšen dogodek v bistvu gre? Nikoli ne vemo, kaj naj si mislimo, kajti udeležijo se te maše seveda politiki, za katere predvidevamo, da so ateisti, da praktično k maši ne hodijo. Vi ste rekli, vi hodite. Mislim, kako vi gledate na to? Vi ste vsako nedeljo pri maši. No, podatek, da se nekaj let zdaj nisem udeležil maše za domovino, pove veliko. Če nekdo hodi k maši za domovino zaradi folklore ali zaradi tega, da bi ga javnost pripoznala kot tolerantnega do vere, do vrednot, ki jih vera prenaša, potem je to prav. Če nekdo hodi k maši zato, da bi si pridobil točke in potem, ko od maše odide, obremenjeval vernike in cerkev, potem to ni prav. In jaz se zelo nerad znajdem na istem mestu z ljudmi, ki neiskreno počnejo nekaj, kar počnejo. Ni pomembno za mene, res ni pomembno, kdo hodi in kdo ne hodi k maši. To je čisto osebna odločitev, to je čisto neko recimo temu emocionalno in racionalno ravnanje posameznika in to posameznika ne determinira v najširšem obsegu. Torej ta maša za domovino ni tista maša vsako nedeljo, kamor greste. Ne. To je politični dogodek. To je postala politična parada, ali še bolje rečem šarada. Tukaj se pojavljajo ljudje, ki jim je cerkev trn v peti in potem igrajo neko tolerantnost. A si predstavljate mene na kakšnem kongresu partijskem, da pridem tja, se usedem in ploskam, ko recimo Luka Mesec
razlaga o tem, kako je treba nagnati obrtnike, oziroma se opravičujem Luki Mescu, ko Kordiš razlaga, da je treba obrtnike nagnati z bajoneti v morje in jaz tam sedim in z nasmehom na obrazu temu ploskam. Licemerje. Če nekdo dela v škodo vernikov in jih obremenjuje, in če ima cerkev za razrednega sovražnika in jo tudi poskuša razgraditi na razne podtalne načine, potem mora imeti vsaj toliko osebnega dostojanstva, da ne hodi tja, kjer nekoga črti in ga poskuša dobesedno zradirati. Ampak gospod Lotrič je zdaj predsednik Državnega sveta. Vi, ko ste bili predsednik, ste tudi hodili na mašo za domovino. Seveda. V funkciji. Da. Ne samo to, jaz sem kot predsednik Državnega sveta tudi ob nedeljah bral berilo v domači cerkvi. Veste, v času mojega predsedovanja v Državnem svetu se ni v mojem življenju prav nič spremenilo. Nobenega novega prijatelja nisem dobil, niti koga izgubil. Na nobenem mojem rojstnem dnevu ali osebnem slavju ni bilo nobenega politika. Zavedal sem se, da nekega dne ne bom več predsednik Državnega sveta in kdor zelo putne vrata za seboj v okolju, v katerem je živel, se mu ta vrata več ne odprejo. Bil sem ljudski predsednik. Nekateri so to rekli, da je populizem. Ne, ni bil. Ohranil sem stik z ljudmi, s katerimi sem živel in nihče res doslej me ni ozmerjal, nadrl ali me kakorkoli negativno obravnaval za moje delovanje v Državnem svetu. Ostal sem z ljudmi. Tile, ki so tukaj, so pa obsojeni na to, da ostanejo v politiki, kajti povratek med ljudi in v službe je nemogoč. Če se človek negativno eksponira in to pri večjem delu prebivalstva, se zelo težko vrne med navadne smrtnike. Torej tudi odvetnica Nataša Pirc Musar, mislite, da bo zgubila klientelo ali pa da bo ta klientela se zožala na enako misleče? Ne, tega ne mislim, zaradi tega, ker odvetnike ljudje potrebujejo, pa te ljudje, ki jih potrebujejo, so različni. Nekateri branijo svoje dobro ime in svoje poštenje, drugi branijo svoje nakradeno blago in se branijo pred prevaranimi občani. Tako da za vsakega odvetnika je dovolj dela. Imamo dovolj poštenih ljudi in imamo dovolj lumpov. Nikoli ne bo zmanjkalo dela za odvetnike. Sicer svoje delo upravljajo profesionalno, kolikor vem, ne, so med njimi taki in drugačni. Za predsednico se ne bojim, kaj bo z njo, zaradi tega, ker je precej premožna gospa, zaradi tega, ker tudi ta krog jo je volil oziroma postavil na mesto, od kjer je lahko kandidirala za predsednico države, bo poskrbel za njo, tako kot je za vse prejšnje in vse svoje. Če pogledate na levi strani vse politike, ki odletijo iz parlamenta, je za nje poskrbljeno. Če pogledate na desno stran, večina teh ljudi ostane praktično na cesti in si išče svojo eksistenco drugod. Sam se ne štejem ne med ene, ne med druge, zaradi tega, ker jaz sem si eksistenco vedno zagotavljal tako, da bi lahko kadarkoli odkorakal iz politike in še vedno preživel s tem, kar znam delati, in to tudi počnem. Vi ste urar, ne? Da, znam pa tudi še kaj drugega, tako da ni težava dobiti službo za mene. Pa tudi mislim, da me nihče ne bi zavrnil zaradi neke politične preteklosti. Ljudje, o katerih govorim, so pa tisti, ki bodo zaradi politične preteklosti imeli težave. Biti v Državnem svetu in Državnem zboru je velika razlika. Državni svet je ne nazadnje veliko bolj omikana inštitucija. Tam so diskurzi veliko bolj uglajeni. Tam se soočajo argumenti. V Državnem zboru se soočajo pa emocije in temperamenti. Če pogledate sejo Državnega sveta, katerokoli že, je to seja na kulturnem in demokratičnem nivoju. Če pogledate seje Državnega zbora, so to gostilniški prepiri, ki se jih noben pijanc v nekem zakotju ne bi sramoval. Ali smo jih nažgali, kako smo jih, pa kaj jih bomo. Ja, dobro, zdaj, kot sva že rekla, na tej proslavi, to je bila proslava v počastitev 35 let Slovenije, pred tem in samim vabilom je bil seveda tudi ta dialog, namreč v prvotnem vabilu so povabili praporščake, ki imajo slovenski grb,
Ampak potem so se seveda ti borci, NOB, ki še zdaj konec koncev borcev praktično ni več, ampak te pokojnine zaslužne se pa še dedujejo, zdaj že v mogoče 3., 4. generacijo, ne. Oni pa še vedno vztrajajo na tej peterokraki zvezdi, za katero sva prej ugotovila, da se je umazala s krvjo. Zdaj, kako vi gledate na to, da je potem ta komisija vlade ali pa recimo konec koncev PR ali kdorkoli je to novo vabilo poslal, zakaj so popustili? Ali je prav, da so popustili? Jaz pa slišim veliko ljudi, ki pravijo, morali bi vztrajati, peterokraka zvezda ne sodi na državno proslavo, seveda pa tudi ne v javni prostor samostojne Slovenije. Kaj vi mislite o tem? No, jaz mislim, da se sistematično poskuša znižati vrednost tega epohalnega zgodovinskega dogodka osamosvojitve slovenskega naroda in zmage, da smo dobili svojo državo. Poskuša se celo razlagati mladim generacijam, da slovenske državnosti nikoli ne bi bilo, če ne bi imeli Jugoslavije. To dejansko ni res. To je velika zgodovinska laž. In s tem se nekako trasira neko kontinuiteto in nadaljevanje iz prve Jugoslavije v drugo Jugoslavijo in zdaj recimo temu v Slovenislavijo. Slovenije ni in je tudi ne bo. Zaradi tega, ker ljudje niso več tako naivni, da bi takim stvarem nasedali. Zdaj pa kar zadeva te ljudi z temi prapori, z zvezo in trobojnico. Saj mi nimamo več zveze borcev, mi imamo samo še zvezo borcev za vrednote. Malo nenavadno bi bilo, če se bi zdaj pojavila tudi zveza združenj borcev za vrednote, borcev za severno mejo, a ne? Majstrovih borcev. Zakaj te ni bilo nikoli? Zakaj 75 let nismo smeli imeti majstrovih borcev, zakaj ni bilo tigrovcev? In zakaj bi njih izbrisali iz zgodovinskega spomina naroda, te borce bi pa ohranili? Mar se majster ni boril za meje Slovenije? Mar se tigrovci niso prvi uprli fašizmu in bili so izbrisani? In ti isti, ki so njih izbrisali, danes terjajo zase častno mesto in pravijo, da je nedemokratično, da ne smejo biti tukaj zraven. Ko se neko zgodovinsko obdobje konča, zaključi, je prav, da se ga pospravi v zgodovino. In da se gradi od tistega trenutka dalje, saj to je počela tudi partija. 45 leta je zaključila z eno Jugoslavijo, z eno družbeno ureditvijo in je rekla, od tu naprej vse novo. 91. leta je nastala Slovenija. Tudi mi bi morali reči, tu se vse konča, kar je bilo, naj zgodovina presodi, kar je bilo prav, kar je bilo narobe. Zdaj je tu Slovenija, slovenski narod in zdaj gradimo naprej Slovenijo. Ampak partija je pobila in pokradla vse, ne? Pobila ljudi, pokradla njihovo premoženje. Zdaj samostojna Slovenija tega ni naredila, te ljudje še vedno ponosno izčrpavajo pokojninsko blagajno. Temu osebno nasprotujem. Kot sem že rekel, jaz nimam statusa veterana in ga ne želim imeti. Zaradi tega, ker je zlorabljen. In ne želim, da bi se moji otroci pasli na mojih zaslugah. So samostojna bitja, naj si sami zaslužijo svoje medalje, nagrade, priznanja, naj si sami zaslužijo svojimi rokami za preživetje. Ti, ki se vsa leta pojavljajo tukaj in vsa leta slavijo nekaj, če človek malo bolj pogleda v njihovo preteklost, njihovo zgodovino, redko kateri izmed njih je kdaj povohal smodnik in nosil puško v rokah. In to se mi zdi sramotno. Jaz mislim, da res noben ne bi smel biti upravičen do dedovanja zaslužne pokojnine. Ni pravično. Vse zasluge gredo enemu človeku. Tole je feudalizem, kar se mi zdi popolnoma nesprejemljivo. Če jaz nekaj dobrega storim, a potem 20 rodov za menoj bodo uživali te bonitete, se sklicevali na nesposobnost, neprištevnost in dedovali, popolnoma neprimerno. Država bi morala s tem enkrat za vselej razčistiti. Če je nekdo nekaj velikega storil za narod, za državo, potem, dokler je živ, poskrbimo za to, da ne bo živel v pomanjkanju. Ko se njegovo življenje zaključi, se mu postavi spomenik in tu se zasluge nehajo.
da bi se pa generacije pasle na teh kvazi zaslugah svojih prednikov, se mi zdi pa popolnoma neprimerno. In to ni nič ideološkega, veste. Nobena država na svetu tega ne dela. Razen tistih, ki so popolnoma nedemokratične, kjer se oblast prenaša iz roda v rod in se praktično deduje. Naj bi živeli v demokraciji, pa imamo neko zmes feudalizma, socializma in kapitalizma, kjer je to tovarišijsko pa domačijsko vpeljevanje novih kadrov pogojeno z družinskimi vezmi, z preteklostjo starih staršev. To je za pot naroda v prihodnost velika ovira. V težki jo nosimo na nogah. Ali bi morali s tistim zakonom, ki smo ga omenili na začetku, ki ga je zdaj predlagala Resnica, to se pravi vpeljava še ene kitice iz Prešernove Zdravljice, pa tem zakonom, da se prepove aktivistične zastave na državnih ustanovah, ali bi morali prepovedati tudi komunistično rdečo zvezdo in druge simbole? Da, zaradi tega, ker so se v vojni za osamosvojitev Slovenije te zastave plapolale na sovražni strani. Nihče nikomur ne oporeka nobenih zaslug za nazaj. Ampak če sem bil celo življenje pošten in enkrat samkrat napravil zločin, to ne pomeni, da se mi ta zločin kar briše, ker sem bil prej zelo pošten, pa potem bom tudi. Odslužiti treba ta zločin. In zastava, trobojnica z petokrako, je vihrala na agresorski vojski in jaz sem se proti tej vojski vojskoval. In jaz sem bil del tistih, ki so v tej vojni zmagali. In danes meni in tistim, ki smo zmagali, s to zastavo mahajo pred nosom. Ni prav. Dobro, zdaj popustili so, ne? A je to prav, da so jim popustili? Ne bi smeli. No, ne bi smeli. Republika Slovenija je samostojna država. In ta samostojna država ima pravico do svojih simbolov, ki se niso umazali v krvi. Dobro, mogoče bo nekoč nek zakon, da se bodo lažje sklicevali na zakon, ker zdaj je bilo to mogoče bolj na hitrico neko vabilo napisano. Zakoni niso božje zapovedi, niso naravni zakoni. Zakoni so produkti nekih političnih hotenj in razmerij politične moči. Če nekdo v zakon zapiše danes, da vsi, ki imamo modre oči, ne smemo hoditi po desni strani ceste, potem lahko nekdo jutri, ko vidi, da je ta zakon popolnoma nor, ta zakon tudi spremeni. Država mora biti sposobna prilagoditvam. Ena izmed prilagoditev za Republiko Slovenijo bi bila tudi ta, da zaključimo s preteklostjo in se začnemo premikati v prihodnost. Če omogočamo nekomu, da nas nenehno vrača v preteklost, in da to preteklost slavi kot nekaj dobrega, potem nikoli ne bomo prišli na zeleno vejo. Veste, ko sem jaz hodil v osnovno šolo, so nas učili, da je bila Avstro-Ogrska ječa narodov. Morda. Ampak moji stari starši so se tam počutili kot v svoji državi. Ne nazadnje, moji stari mami je bilo ime Zofija. In potem smo mi živeli v Jugoslaviji in tudi jaz sem se tam počutil kot v svoji državi. Dokler nisem dojel, kako je ta država ustrojena in kako funkcionira. In kje imamo Slovenci svoje mesto v tej državi. In moji otroci živijo v Sloveniji. Zdaj, gledati na te pretekle tvorbe, krivično bi bilo reči, da smo bili povsod zatirani, da smo bili zatirani v Avstro-Ogrski, da smo bili zatirani v Jugoslaviji. Ne, nismo bili zatirani, da bi nam grozilo izumrtje ali genocid. To ne. Ampak bile so nam pa kratene pravice. Nismo mogli do tistih položajev in tiste družbene veljave, ki bi nas kot narod izenačila z drugimi narodi, katerim smo bili podrejeni. In tudi v Jugoslaviji je bilo tako. Če ste pogledali, recimo, moj poklic, vojaški poklic, generalska mesta in poveljniška mesta so bila rezervirana zgolj za določen narod, oziroma 2 ali 3, vsi ostali so bili tam nekje. Lahko smo imeli kakšne tehnične funkcije, realnih poveljujočih funkcij, tistih, ki so v resnici bile najpomembnejše za državo, pa ne. Tako da mi moramo zgodovino enkrat razčistiti in preprečiti, da bi nas nekdo preprečeval, kako fajn je bilo tako včasih. Vse te starejše ljudi razumem. Takrat so bili mladi, takrat je bilo vse lepo.
In ptički so čivkali in ljubezen je bila in vse je bilo lepo. Tudi če je bilo manj za jest, manj za obleč, manj svobode za kam potovati, jim je bilo lepo. Ampak njim, ne pa vsem. In treba je razumeti, da je realnost drugačna in da mladi ljudje realnost vidijo drugače. Ko sem bil mlad, se mi je zdelo, pa rojen sem bil leta 65, se mi je zdelo, da ta vojna 40 let nazaj, meni se je to zdelo malo pred tem, takoj za dinozauri. No zdaj, ko sem starejši, pa ta vojna, ki je bila pred 35 leti, se mi zdi, da se je zgodila včeraj. In percepcija mladega človeka o dogodkih, ki so bili nazaj, je bistveno drugačna kot percepcija nas, ki smo bili v teh dogodkih udeleženi. In zdaj si predstavljate, da mi pa enega mladega človeka dojimo z neko ideologijo, ki se je pa dogajala pred 100 leti. V bistvu ga posiljujemo. Posiljujemo. Ja, tako. Ja. Dobro, zdaj zgodila se državna proslava ob 35-letnici slovenske države. Ali ste jo gledali? Ne. Bil sem na nekem drugem dogodku, bil sem na eni proslavi, ki je bila organizirana lokalno. Tja sem bil povabljen tako iz prijateljskih nagibov in bilo je zelo lepo. Ni bila tako veličastna, bilo je manj ljudi, ampak bila je od srca. Zapropolala je slovenska zastava, slišali smo slovensko pesem. Govorili so mali ljudje in govorili so o ljubezni do domovine. Že več let, že odkar sem zaključil s politiko, me ljudje še vedno povabijo v take manjše kraje. Kot predsednik državnega sveta sem zelo rad hodil med male ljudi, v manjše kraje. In ti so se me zapomnili in mi to vračajo s tem, da me tudi zdaj kam povabijo in so zelo prijateljski do mene. Njim se še vedno zdi, da je pač moja prisotnost relevantna, meni se pa lepo zdi, da me niso pozabili. Tudi v času predsedovanja državnemu svetu, ko so na protokolu Republike Slovenije odločali in se pogajali, kdo bo šel kam na kakšno proslavo, je bil boj, ne boj, mesarsko klanje, kdo bo na najbolj vidnih dogodkih. Seveda na taki proslavi je normalno, da sta to prvi glavi države, ampak za druge proslave so pa se prav trgali, kdo bo kje pred kamerami. In jaz nikoli nisem nastopil v Cankarjevem domu, nikoli. Sem šel pa k protestantom proslaviti njihovo dan reformacije v Mursko Soboto. Bil sem pri protestantih tudi če se spomnim prav, v Brežicah ali nekje. Potem sem bil pri muslimanih tudi za njihov Ramadan. Nič me ni motil to. To so pač ljudje, ki so verni, imajo svoje vrednote in bil sem pri njih. Kar zadeva pa te velike proslave, sem pa prepustil svoj žarometov in se nič nisem potegoval za to, da bi se sončil tam. No in seveda je bila debata letos, namreč bila sta dva govorca, sicer ne prvič, se je že zgodilo, da je bilo več govorcev ob velikih jubilejih in seveda zdaj imamo pripravljena dva videoposnetka, namreč to, kako so izžvižgali predsednico Natašo Pirc Musar in pa en del govora Janeza Janše. Poglejmo kar oba posnetka skupaj. Civilna družba ima pomembno vlogo v širšem družbenem sistemu. Predvsem zaradi politike izključevanja. Ta politika je po letu 2008 postala politična norma v Sloveniji. Žal imamo del politike, naslednika tiste polovice opozicije, ki ni glasovala za samostojno Slovenijo in ki nikoli ne ponudi roke sodelovanja, kadar je na oblasti. Potrebujemo sodelovanje, ki bi omogočilo večino za potrebne ustavne dopolnitve. Potrebujemo stabilnost, gospodarsko in politično. Za prvo davčno sidro v ustavi in za drugo spremembo volilnega sistema. Potrebujemo decentralizacijo, večji prenos odločanja in virov na pokrajinsko in občinsko raven. Zato imamo danes v končno samostojni državi dolg tako do prihodnjih rodov, kot do prestanega trpljenja prednikov
in ta dolg bomo odplačevali tako, da bomo končno vrnili pravico do spomina in pokopali vse svoje mrtve. Torej, tu je bilo kar nekaj momentov. Nataša Pirc Musar, zdaj se je oglasila, 4 leta je prejšnja vlada čistila tako imenovane janšiste, čistila po policiji, po medijih. Nataša Pirc Musar je bila vedno tiho. Ne. Jaz razumem te žvižge zaradi tega. Ne. Govorila je o nevladnih organizacijah, potem je morala celo prositi, dovolite me, da končam. Ne. Dejansko je res, da je ženska do zdaj se ni oglasila, je spala, nikoli ni bila praktično tiho in je govorila na prejšnjih teh državnih dogodkih o nekem zelenem prehodu. Smo se vsi čudili, o čem pravzaprav govori. Na drugi strani pa je Janez Janša imel ovacije, tudi en manjši pasus nekih žvižgov, ampak vendarle ne toliko kot Nataša Pirc Musar. Izpostavil pa je neko ustavno večino, ki bi jo potreboval za te pomembne zakone, konec koncev tudi za to, da se pokopljajo te naši pomorjeni ljudje. Zdaj, zanima me naslednje. Kako vi komentirate ta odziv mase, množice? Ali je upravičen, ali je razumljiv, ali bi ga Nataša Pirc Musar je rekla, da ga je pričakovala in da ni užaljena. Janez Janša je potem rekel, da on sicer ne bi žvižgal. Ne? Kako vi to komentirate? Če mi dovolite, se bi vrnil nekaj let nazaj na tisto proslavo, ki se je dogajala na Kongresnem trgu, ko je en reper Zlatko v bistvu vstopil v najožje varovan krog pred sam državni vrh in sabotiral to proslavo. Jaz se tega dogodka živo spomnim. Takrat sem sedel v prvi vrsti s soprogo. In Zlatko je vstopil v obleki RTV Slovenija. In ko je odhajal z prizorišča, sem ga slišal, ker sem takrat tudi jaz odhajal s soprogo, kako se je ekipi v tem reportažnem vozilu zahvalil. To se pravi, da ga je nekdo tja pripeljal. RTV Slovenija mu je omogočila RTV Slovenija mu je omogočila, da je sabotiral to proslavo. On bi lahko takrat teoretično in praktično nosil na sebi tudi orožje in pospravil slovenski državni vrh. In nihče za to nikoli ni odgovarjal. Bil sem tudi še na nekaterih drugih proslavah, kjer so vihrale zastave nekega drugega jugoslovanskega naroda in so ravno tako upili in sabotirali slovensko proslavo. Pa se takrat mnogi dušebrižniki kulture na proslavah niso oglašali. Zdaj, kar zadeva ta govor Nataše Pirc Musar. Veste, predsednik republike se ne more iti proaktivne politike. Ta je v bistvu v rokah parlamenta in vlade. Lahko pa vzdržuje moralno držo in poskuša v pogovorih z vlado in z opozicijskimi strankami iskati nek konsens, iskati neko stopnjo dogovora. Ampak to se ne počne pred kamerami in ne počne se na javnih prireditvah. Borut Pahor je zadnja leta znal to zelo dobro početi. Bil sem del tega dogajanja in tega se spomnim. Vedno je iskal mirno pot, vedno je poskušal umiriti strasti in ja, v tem je bil zelo dober in to mu nekateri tudi zamerijo, ker ni bil bolj politično proaktiven za svojo levo opcijo. Ja. Ampak Borut Pahor je bil v zadnjem mandatu državnik. No, kar zadeva pa predsednico republike, bi pa lahko rekel tole. Če je pričakovala takšen odziv, potem je popolnoma politično poniglavo, da je s tako formulacijo, kot jo je izrekla, prišla na državno proslavo. Vsak politik, ki ve, da bo z nečem dregnil v osje gnezdo, mora zasledovati en ali drugi cilj. En cilj je, da sproži neko reakcijo, če to želi, drugi cilj je pa, da ne izzove reakcije, če tega ne želi. Če je predsednica želela izvesti tako reakcijo, potem jo je doživela. Če pa ni želela,
izved, potem je ravnala pa zelo Torej, ona nespametno. ustraja, govorila je tudi o ustanovah, sama je svojo prijateljico imenovala za vodjo KPK-ja. Večkrat je poskušala, da bi jo imenovala na druga mesta, pa nekako ni uspela. Vse ne gre samo za eno prijateljico, Ja. gre za širši krog prijateljev. In ona je praktično zdaj ustrajala v tem celem pasusu na teh stališčih kot mogoče za nalašč. Prej se ni oglašala, da se recimo medija, recimo RTV-ja, o tem je bilo, ne sme podržaviti, da bo ona še vedno govorila, da je v Palestini genocid, da bo praktično na te ustanove, da pač ne smejo ljudje ničesar zamenjati, da se ne sme politika vtikati. To je bil cel ta pasus, zaradi česar je izvala žvižge. Je pa to dejansko v bistvu To je sprenevedanje, to je politično sprenevedanje. Ja, cepetanje, ustrajanje na način. Glejte, RTV Slovenija vedno bila in bo izpostava levih strank. Spomnim se še tega, ko sem bil predsednik državnega sveta, kako me je RTV Slovenija obravnavala. Izrazito neenakovredno. Izrazito neenakovredno. Jaz bi tukaj lahko našteval zdaj maso dogodkov, tudi maso ravnanj, izjav posameznikov, jemanje iz konteksta pa še česa drugega. In ta depolitizacija, ki se je zgodila pod Golobovo vlado, pove samo eno, da RTV Slovenija nikakor ni informativna in apolitična ali pa kulturna organizacija, ki deluje v dobro vseh Slovencev, pač pa deluje v dobro neke politične opcije. Zdaj, kdo z leve strani ima tam kolikšno moč, jaz ne vem, ampak dejansko pa je, da RTV Slovenija deluje kot, recimo temu, skoraj kot partijsko glasilo. Če predsednica republike meni, da bi bila zdaj depolitizacija v nasprotno smer kontraproduktivna, potem bi morala že prej obsoditi tisto prvo, recimo depolitizacijo. Ker če je bila takrat zadržana v izjavah, bi lahko tudi zdaj. Kar zadeva nevladne organizacije, pa takole. Kako je možno, da se neko organizacijo imenuje nevladno, če je pa 90 ali pa 100% financirana iz proračuna? To ni nevladna organizacija, to je vladna nevladna organizacija. Jaz sem tudi že v državnem svetu požel veliko negativnih odzivov nevladnikov, ko sem rekel, da bi nevladniki morali biti minimalno 80% financirani od strani ljudi. Zakaj ne dvignemo procenta dohodnine, ki ga ljudje namenijo nevladnim organizacijam, in da država sme nevladnike sofinancirati samo v višini 20% njihovega proračuna in to izključno po projektih. In to bi bilo pošteno. Še prej bi bilo pa pošteno Slovence povprašati, koga imajo za nevladnika. Recimo, na referendumu naštet teh, koliko jih že imamo? 27,000 ali koliko nevladnih organizacij, in ljudje ne izberejo toliko, kolikor se jim zdi primerno in jih obkrožijo. In tiste, ki jih ljudje izberejo za nevladne in njim pomembne, damo na listo, ki se financira iz deleža dohodnine. Vse ostale, če so lokalno pomembne, ne se financirajo v lokalnem okolju, če so regionalno pomembne, ne se financirajo v regionalnem okolju, nikakor pa ne iz prispevkov občanov, ki imajo potem toliko nižje penzije, nižjo stopnjo zdravstvenega varstva, pa še česa drugega. No in če pogledamo izjavo Janeza Janše, seveda govor je bil dolg, ljudje se ga lahko pogledajo, konec koncev v arhivu, ampak ta poanta, seveda spet so govorili o davkih, Nataša Pirc Musar je napadala nižanje davkov, Janez Janša je opozoril na podjetništvo, bili ste kot predstavnik Obrtne zbornice v državnem svetu. To je tisto, o čemer Janša in ta desna stran ves čas govori. Ampak to, kar je bistveno in kar je tudi vidno iz tega citata njegovega, pa je, da pravzaprav bi morali dobiti ta vlada neko ustavno večino, da bi sprejeli res tisto bistveno zakonodajo. Dvomim, da bo to uspelo. To je zdaj vprašanje, ali bo uspelo glede na vse to, te žvižge in tako naprej. Ne bo uspelo zaradi tega, ker v Sloveniji je eno veliko število ljudi, ki si svojo eksistenco zagotavljajo na ta način, da so recimo temu nevladniki, pa so v bistvu politični aktivisti in živijo od javnega proračuna. In pritisk na to vlado bo enormen, ker tem ljudem zdaj grozi ukinjanje egzistence, ne sam privilegij egzistence, zaradi tega, ker nekateri ne počnejo nič drugega, kot so aktivisti. Zdaj, kar se tiče pa davkov, če imamo v nekem kraju 100 podjetnikov,
in potrebujemo nek znesek kot njihovo davščino. Vzamemo vsakemu recimo en del njegovega ustvarjenega dohodka. Če imamo pa 1000 podjetnikov, pa lahko ta znesek za posameznika razdelimo ne na 100, ampak na 1000 delov. Logika, ki jo zagovarja desni pol v politiki, je, da moramo ustvarjati pogoje, da se obrt, podjetništvo razvija. Da je čedalje več tistih ljudi, ki ustvarjajo. Z višanjem davkov je čedalje manj ljudi sposobno ustvarjati. Pa poglejte, to je tako zelo enostavno. Če so davki zelo visoki, je cena dela zelo visoka in če je politika, ki obravnava podjetništvo zelo rigidna in zahtevna, je zelo majhno število ljudi, ki lahko v teh pogojih preživijo in imamo manj podjetnikov. Če je pa davčno okolje bolj naklonjeno ljudem, potem tudi tisti, ki niso tako zelo sposobni, zviti, pretkani, lahko preživijo, normalno delajo, ustvarjajo zase in za državo. Zategovanje davčnega bremena pomeni tudi neposredno manjšanje števila ljudi, ki se lotijo dejavnosti in so podjetni. Zdaj, ko enkrat podjetniško okolje zožaš na neko zelo majhno število in ko ti ne morejo akumulirati sredstev, ne morejo vlagati v razvoj. In potem imamo tak socialistični tip podjetništva v kapitalizmu, ki je popolnoma nekonkurenčen. Jaz sem gledal ukrepe prejšnje vlade. Najbolj pomembno je, da imamo veliko število delovnih mest. Nimamo gospodarstva, zaposlimo jih v negospodarstvu. In z njihovimi plačami zopet obremenimo gospodarstvo. To je nonsens, to je negativna spirala, ki se vedno konča zelo, zelo slabo. Zaradi tega je socializem še v vseh državah, kjer je bil propadel. Če ni spodbudnega podjetniškega okolja, nizkih obremenitev, ni investicij, ni novega zaposlovanja, ni akumuliranja, ni dobrodelne dejavnosti, potem je pa država največji dobrodelnež. Ker nekdo nima od kje kaj dati, mu država pa sama vzame pa razdeli tistim, ki po njenem potrebujejo. No, zdaj ta proslava, jaz sem jo podrobno pogledala, seveda z zamikom, ker tudi sama sem bila v nekem lokalnem okolju, slavnostna govorka, bilo je zelo lepo, tako kot ste vi rekli, ampak glejte, je imela ta proslava tudi veliko takih političnih momentov in trenutkov. Namreč Janez Janša je povedal v nekem trenutku, da ko se je začela vojna, da je prišla k njemu neka gospa z majhnim otrokom. Otrok je bil star, mislim, da 8-9 let, nekaj takega je rekel Janša, če se prav spominjam. In seveda gospa je vprašala, kdaj bo prišel soprog domov, ker so ga poklicali v teritorialno obrambo. Otrok, ta fantek, je pa rekel, kdaj bi on lahko šel v teritorialno obrambo, in takrat je Janša nakazal, kar je zelo pomembno, da niso mogli oni sprejeti vseh, ker ni bilo orožja. S tem je na nek način posredno opozoril na razorožitev, ki jo je omogočil Milan Kučan. Zdaj, Milan Kučan je sedel v prvi vrsti in ko so predstavljali, bila je zelo zanimiva, lejte, tule sedijo tele v prvi vrsti, ko so predstavljali pomen doktorja Jožeta Pučnika in tisto izjavo Jugoslavije ni več, zdaj gre za Slovenijo ob referendumu decembra, pol leta pred osamosvojitvijo. Praktično, ko so govorili o Pučniku, vsi ploskajo, samo Milan Kučan ne. In to je zdaj neka gospa Mojca objavila na X-u, kar je zelo zanimivo, kar pomeni, da so ljudje zelo pozorno spremljali in konec koncev tudi snemalac je uprl kamero v ta trenutek. Torej, Milan Kučan v bistvu, ko gre za osamosvojitev, ko gre za doktorja Jožeta Pučnika, ne ploska nič. Zdaj, ob tem pa je bilo objavljeno tudi, prav tudi v tem tednu, da je Milan Kučan pri Marcelu na tej depolitizirani televiziji sodeloval in ko ga je Marcel nekajkrat, mislim, da 7-krat vprašal, ali se ima za osamosvojitelja, je takole vrtel ta svoj odgovor. Poglejmo. Vi veljate za osamosvojitelja? Pri kom? A se imate za osamosvojitelja? Jaz imam za človeka, ki je takrat nosil velik del odgovornosti in te odgovornosti se je tudi zavedal. A se imate za osamosvojitelja?
Zaradi te odgovornosti seveda jaz mislim, da mojega deleža takrat pri osamosvajanju in tudi kasneje pri iskanju mednarodne podpore, vse do mednarodnega priznanja mi seveda ne more nič odrekati. Se pravi, se imate Trudijo za se, pa naj se trudijo še naprej. Se pravi, se imate za osamosvojitev. Ja, ni važno, zakaj se jaz imam, važno je, zakaj me imajo ljudje. Se imate za osamosvojitev. Važno je, zakaj me imajo ljudje. Upam, da me imate vi tudi Predsednika se imate za za osamosvojitelja. Vi me imate za osamosvojitelja. Okay. No, lejte, mislim, kaj takega. Seveda jasno, veste kako, torej resnica vedno pride na dan, to je tako kot voda, pa magar čez ne vem koliko let, ne. Zdaj to, da Milan Kučan ne more res reči, da se ima za osamosvojitelja, to pa tudi veliko pove, ne. Jaz osebno ga nimam za osamosvojitelja, čeprav je bil takrat po sili razmer zraven in to kažejo tudi vsi njegovi citati. Torej, zdaj pustimo to, da je mogoče ta depolitizirana televizija, kjer so te, sami so se imenovali, nikogaršnji hlapci, zdaj ko jim bo očitno avgusta zmanjkalo denarja za plače, začeli postavljati tudi te, ki jih je več in vemo, koliko več jih je, ne, neka prava vprašanja, ne, konc koncev. Povejte mi vi, a imate vi Milana Kučana za osamosvojitelja? Ne, jaz ga nimam za osamosvojitelja, pa bom tudi povedal, zakaj. Kot veste in ste me srečali že pred vojno v Ljubljani v Plavi laguni, kjer je imel moj tast pokojni Stane Kajfeš urarstvo. Tam so se zbirali različni ljudje. V Plavi laguni so živeli in stanovali tudi ljudje, ki so imeli zelo pomembno vlogo nekoč in tudi takrat v slovenski politiki. Med njimi je bil tudi pokojni Franc Sever Franta. In jaz se spomnim teh dogodkov, preden se je vojna začela, in se spomnim pogovorov teh ljudi. In potem se spomnim tudi tega, da sem seveda odšel 27. zjutraj, oblekel uniformo in se vojskoval. Večkrat sem bil tudi na pokrajinskem štabu, kjer sem se srečeval tudi z našim poveljstvom, se pravi tedanjim ministrom za obrambo Janezom Janšo in ostalimi. Bili so to direktni pogovori, kako pridobiti na našo stran osebe, ki so imele nek moralni pomen oziroma so imele recimo temu še vpliv. Mnoge upokojene generale, mnoge upokojene funkcionarje se je poskušalo priklicati na to stran, se pravi na stran osamosvojitve, in mnoge generale, ki so še bili v jugoslovanski vojski, se je poskušalo priklicati na osamosvojiteljsko stran. Želeli smo, da se vojna ne bi sprevrgla v bratsko prelivanje krvi, kot je bilo to od 41. do 45. In takrat bi Milan Kučan lahko igral zelo pomembno vlogo. In lahko bi prepričal mnoge, da bi prestopili na to stran. Ni mi znano, da bi kogarkoli. Ne obstaja noben pogovor, noben zapis, javno objavljen, da bi on katerega koli slovenskega generala poklical osebno, recimo generala Čada. Ni ga. Tudi koga drugega. In če bi bil osamosvojitelj, to ne pomeni, da bi stal pred kamerami mahal s puško, ni potrebno. Ne poznam pa podatka, da je kontaktiral ljudi, ki bi jih lahko, ki so imeli vpliv tudi na jugoslovansko vojsko, na Slovence po Jugoslaviji in po svetu in tudi na naše somišljenike v drugih republikah tedanje Jugoslavije. Če bi to bilo in če bi tako ravnal, bi to slovenski narod že zdavnaj vedel. Pa ni. Ampak kdo je potem Milan Kučan? Kaj je on? Kakšna je njegova vloga? Spreten politik. Spreten politik, zelo pragmatičen, zna izkoristiti vsak dogodek v svojo korist. Včasih je do novinarjev ciničen, kadar ga kaj vprašajo, jih zelo cinično zavrne, tudi tisto mlado novinarko, ki je vprašal, če je že poročena, pa če ne, naj za to skrbi. Z drugimi besedami, da vedeti, da mu nismo dorasli in da se ne vtikamo v njega. Vedno na vprašanje odgovarja s proti vprašanjem, ker je ena taka, recimo temu, advokatska drža. Človek, ki se ne izjasni, ki ne pove svojega mnenja, ne da nima poguma, ampak je pretkan. In jaz osebno pretkanih ljudi ne maram prav preveč. Veste, mogoče je bilo tudi zame pametnejše, da kdaj ne bi izrekel kakšne svoje misli in stališča, pa jaz vem, da to lahko meni osebno povzroči škodo,
ampak s pravico hočem nositi svoje ime in priimek in tudi takrat, ko mi to škodi, povem, kako mislim in čutim. Milan Kučan tega ne počne. On ne počne ničesar, kar bi mu lahko škodovalo. Samo v varnem okolju, tam, kjer je pred svojimi somišljeniki, je direkten. Jaz sem ga že leta nazaj, recimo, temu prečital. Javnost ga še ni. Pa se to je neverjetno. Lejte, tu je zbranih ogromno citatov. Jaz bi lahko zdaj brala 15 minut, ne. Recimo leta 2015 reče, očitajo mi, da sem bil proti odcepitvi, še zdaj sem, ne. Potem pravi, mene je predvsem zanimalo in po svoje tudi skrbelo, to je odločitev, ki pomeni za prevzemanje odgovornosti za to, kar bomo naredili z državo, ki bo nastala na podlagi tega plebiscita. To je bilo takrat po plebiscitu. No, njega je skrbelo, da bo Slovenija krenila v drugo smer kot je enopartijski sistem. To je čisto očitno in jasno. In on je bil očitno za Jugoslavijo. Zame je merodajno predvsem vprašanje, ali Slovencem res ni mogoče živeti v Jugoslaviji, je rekel. Potem spet o odcepitvi Slovenije od Jugoslavije je težko celo misliti, ker to ni nikoli bila moja najintimnejša opcija. Z njo se ne morem sprijazniti. To je rekel 31. januarja 90. Potem pravi takole, veliko sem imel stikov s tujimi politiki in diplomati in nihče ni pokazal razumevanja za slovensko separatistično tendenco. Vsi pa so pokazali veliko razumevanje za to, da bi se slovenski pogled na demokratizacijo Jugoslavije uveljavil po demokratični poti. To je rekel decembra 89. Ves čas je dajal te intervjuje. Naša opredelitev, je rekel Kučan, je nedvomno Jugoslavija. Razumemo in sprejemamo Jugoslavijo za svojo državo in si je ne pustimo vzeti in tako naprej. Lejte, to je lahko cela knjiga. Njega demantirajo njegovi lastni citati. O Sloveniji nikoli nič dobrega, pri čemer je človek pobral vse bonitete te države in še danes ima posebno pokojnino. Kako je to mogoče? Zakaj ga ljudje ne prečitajo? Zato, ker sem rekel, da je pretkan. Milan Kučan nikoli ni deloval proti Sloveniji in nikoli ni deloval za Slovenijo. Milan Kučan je vedno znal oceniti trenutek, kdaj mora in kdaj ne sme kaj reči in storiti. Krivičen bi bil tisti, ki bi rekel, da je Milan Kučan leta 1991 deloval za Jugoslavijo proti Sloveniji. To bi bila veleizdaja. Ne, ni. Ampak ni storil tistega, kar bi kot Slovenec, kot državnik moral. In bil je v coni varnega udobja. Če bi zmagala Jugoslavija, ne bi bil ničesar kriv. Ko je zmagala Slovenija, tudi ni ničesar zakrivil. Zato pravim, da je pretkan in da ga ljudje še niso prečitali. Mnogi ljudje, ki imajo precej močno karizmo in dobre mentalne sposobnosti, se znajo najprej poskrbeti zase, potem za vse drugo. In po mojem mnenju je on eden izmed takih, ki zna zelo dobro poskrbeti zase, potem za vse drugo. Vedno je bil na varni strani, vedno se je vozil po rezilu in ne sem, ne tja, in potem eksploatiral to svojo državo. Potem mu je bilo tudi lažje, ko govori o mednarodnem priznanju. Vse je lahko vsem rekel, poslušajte, se sem poskušal, da ne bi, pa smo morali in tako je. In zato je bil lahko tudi uspešen in tega mu pač ne moramo oporekati v teh mednarodnih odnosih po osamosvojitvi. Se pravi, ni bil jastreb, bil je tisti, ki je miril situacijo in takih mirotvorcev imamo v državi in politiki veliko. In opozarjal, nocoj so dovoljene sanje, ampak jutri boste pa že videli, pride nov dan, ne? Ja, zdaj to si lahko razlagamo tako in drugače, ampak jaz mislim, da je bilo v tem nekaj takega. No, smo to naredili, jutri bomo pa videli, kaj bo. A ne? Kar zadeva pa same dogodke takrat med vojno, kar zadeva njegovo vlogo pri osamosvajanju, ni bodril ne borcev na bojišču, ni bodril ne ljudi in jih pozival, da ne se pridružijo teritorialni obrambi. Nič od tega ni naredil. Nič. Pa je bil predsednik. Ampak je pa omogočil razorožitev teritorialne obrambe. Ja, ker je imel podatke o tem, da se teritorialno obrambo razorožuje. In tukaj bi lahko odreagiral. Pa ni. Torej, to mu pa res lahko očitamo
vso pravico, pa tega ni nikoli tudi ne zanikal. Dejstvo je, da smo se teritorialci oboroževali za njegovim hrbtom. Pripravljali na vojno za njegovim hrbtom. In dejstvo je, da bi bilo mogoče vse drugače, če bi on to vedel. Da nam ne bi uspelo. To se pravi, vi ste vedeli, da on ne sme vedeti. Vse to je bila javna skrivnost. To je bila javna skrivnost. Pa ni bil samo on tak, saj smo imeli tudi v štabih teritorialne obrambe ljudi, ki so bili proti osamosvojitvi in so bili prve dni vojne zamenjani, nadomeščeni s tistimi, ki so verjeli in so si upali. Torej je to res, kar je rekel Janez Janša, da bi bilo še več teh teritorialcev, če bi imeli orožje? Seveda. Koliko več? Težko o tem sodim. Veste, v tistem času sem bil jaz mlad, jaz sem letnik 65, 91. leta, tudi nisem sodeloval v nobeni oblastni strukturi, da bi imel pogled v kakšno širše dogajanje. Jaz sem pač opravljal tisto svojo nalogo, za katero sem bil usposobljen na Vojaški akademiji, neposredno vojskovanje, poveljevanje. Da bi poznal bolj te, recimo temu, razmere na državni ravni, ne, jih nisem. Ampak že kot mlademu častniku mi je bilo zelo, zelo jasno, kdo se kje pojavlja, kdo se ne, kdo nas bodri, kdo nas podpira, kdo nas ne. Tudi poročila smo pošiljali tako, da jih niso vsi videli. Tako da ni potrebno biti prav visoko v politiki ali pa ne vem kako moder, da vidiš, kdo je pri stvari in kdo ni. In Milan Kučan takrat ni bil pri stvari. No in ne samo to, da ni bil za osamosvojitev, pa za teritorialno obrambo in tako naprej, kar kaže njegovi citati, ampak še en citat je, ki pa kaže na to, da se pravzaprav nikoli ni poslovil od rdeče zvezde komunizma, ne. Pravi takole, je rekel, na koncu se čuti nekaj slovenskih pisateljev, to je bilo takrat, ko je bila 57. revija, in njim pridruženih članov, pristojnih za to, da napišejo novo ustavo. Zdaj pa pazite ta stavek. Tu gre za tipično meščansko ustavo, ki je slabša od Ćosićeve. Kajti Ćosićeva je sicer meščanska, ampak ostaja vsaj z eno nogo znotraj socializma in znotraj Jugoslavije. Celo bil je na strani srbskega SAZU-ja, ki je želel v SAZU uvesti neka enotna srbska jugoslovanska jedra v izobraževanju in celo Ćosić je bil boljši kot pa naši Niko Grafenauer in vsi ti, ki so sodelovali pri tej 57. številki Nove revije. Tako kot sem rekel za politike v parlamentu. Zdajšnjem. Če se eksponiraš v negativnem smislu in širiš v bistvu nestrpnost do drugače mislečih, imaš potem težave v vsakdanjem življenju. Če si pa tihi šef v enopartijski državi, potem si obsojen na doživljenjsko borbo, da tako ostane. Zakaj? Ker tisti trenutek, ko tak, recimo temu vodja, se stopi in reče, ok, zmotili smo se, ni bilo prav. Potem vsi tisti po verigi poveljevanja navzdol, pa po verigi vplivov navzdol, začnejo govoriti in potem pridejo stvari na dan. In ljudje, ki so zabredli pregloboko, ne smejo več ven iz tega toka, ker bi se na bregu počutili kot riba na suhem in ker bi bila vsa dejanja, vsa ravnanja, vse krivice eksponirane. In jaz verjamem, da so nekateri obsojeni na to. Mogoče tudi sami čisto nič več ne verjame v tisto. Saj človek pri zdravi pameti razume, kako gre Severni Koreji, kako gre Kubi, kako gre Angoli in še komu drugemu. Vietnam. Zagotovo razume. In zagotovo ve, da to ni prava pot. Ampak pokesati se in pustiti možnost, da vse priplava na dan, je samo morilsko. Tako da tisti, ki oblast prevzamejo s silo, jo ne bodo nikdar in nikoli brez sile vrnili. Če je bila to oborožena sila, ni nujno, da se jih z oblasti spravi z oboroženo silo. Lahko se jih z drugo, z moralno. Ampak, da bi sami odkorakali prostovoljno, brez prisile, nikoli ne bodo.
Torej tudi praporščaki s to rdečo zvezdo, ne, ker jih na nek Tu je pa način sila zakona tista. Kučan ščiti ali kako? Tu je pa sila zakona tista, ki velja. Jaz se zavedam, da v življenju sicer vsi deklariramo neke humane, mehke pristope in vse lepo in prav, ampak veste, tudi v življenju se vse zasnuje na neki sili. Ali je to sila, ki da kinetično energijo, ali to sila, ki da potencialno energijo. Lahko je sila zakona, lahko je sila orožja, lahko je sila morale, lahko je sila vrednot. V glavnem je tako. Na miren način in samo s pogovori in obsojenjem nečesa se nič ne bo spremenilo. Treba je zbrati dovolj veliko kinetično maso razmisleka in misel močnejša od vsake krogle. In kadar bomo imeli dovolj mladih razmišljajočih ljudi, ki se jih ne da več farbati. Ti ljudje imajo dostop do podatkov iz različnih baz podatkov, ne samo jugoslovanskih, slovenskih, tudi tujih. In kadar si ti ljudje začnejo ustvarjati sliko, kaj se je v resnici dogajalo in kam je ta vlak peljal in kam pele, bo nekomu zelo težko vzdrževati to iluzijo. Glejte, prehitela nas je Češka, prehiteva nas Hrvaška, prehitele nas bojo še vse druge države. In prodajanje meglic bo kmalu zelo težko delo. In tudi zmanjkalo bo denarja. Socializma zmanjka takrat, ko zmanjka kreditov. In Slovenija je na tem. Tako da megla se bo počasi dvignila, mladi ljudje se bo zbudili na trdih tleh in bodo videli, kaj jim je bilo storjeno. Še midva, najna generacija, je plačevala dolgove kraljevine Jugoslavije. In tudi najni vnuki bojo plačevali dolgove te države in te garniture. In nekega dne se bojo zbudili in takrat bo hudo. Dobro, zdaj za konec o tej proslavi. Napis je bil Za Slovenijo gre, viden na, to je bil zelo lepo, napisi povsod, ne, gre za Slovenijo, to je ta Pučnikov citat. Zdaj, ta napis sem izbrala zato, ker je v tem tednu tudi vlada ponovno ustanovila Muzej slovenske osamosvojitve. Torej, ali prav, da ga imamo, ali kaj se je dogajalo, da ga je Asta Vrečko ukinila? No, jaz mislim, da bi Asta Vrečko zaradi tega morala odgovarjati pred zgodovino. To je tako globoko sramotno dejanje za slovenski narod, da ni z ničemer opravičljivo. Nobena ideologija tega ne opraviči. Po 1000 letih smo si izborili svojo državo. In trditi, da je to ta muzej slovenske osamosvojitve zgolj zato, da bi posamezniki poveličevali svojo vlogo, pa ljuba duša. Kdo pri zdravi pameti temu verjame? Prvič živimo v svoji lastni državi in muzej tega dogodka, tega procesa nekdo zapre. To je nekaj, za kar bi se morali sramovati še rodovi za njo. Prav je, da smo ustanovili ta muzej. Prav je. In prav je, da naši otroci se najprej naučijo te zgodovine in potem šele tiste nazaj, pa če hočete, do Homerja. Brisati najbolj pomembni dogodek v zgodovini naroda, zato da se daje težo nekim drugim dogodkom, kjer smo bili zgolj, recimo temu, žrtve nekega dogajanja. Ne prva, ne druga svetovna vojna nista bili vojni slovenskega naroda, tja smo bili potegnjeni. In vse tisto, kar se nam je dogajalo po sili razmer. Osamosvojitvena vojna je bila pa vojna, ki smo jo mi borili za svojo državo po svoji odločitvi, da imamo državo. Prvič v zgodovini smo Slovenci nekaj storili zase. In najde se oseba, ki svojo močjo, politično močjo, te dogodke izbriše. Sramota do groba. No, ampak tudi ta trg, kjer se je to dogajalo, ne, Trg Republike, ki naj bi se preimenoval v Trg doktorja Jožeta Pučnika. Zdaj tudi tu je pač ta prejšnja Golobova vlada in ta garnitura sramotna predvidela nek obeležje osamosvojitve, da tako rečem, to niti ni spomenik, v obliki nekih tlakovcev, ki bi osvetljevali praktično Kardelja, ki je na tem trgu, pa spomenik revolucije, ne, pa tam za ovinkom je še Kidrič, torej mi še vedno imamo te glomazne komunistične spomenike.
No, po razpadu Avstro-Ogrske, ravno na Kongresnem trgu, je bilo monumentalno kiparsko delo, ki je bilo ne odstranjeno in shranjeno v muzeje, ampak uničeno. Mnoga zelo pomembna dela umetniška so bila uničena. Od plastik, se pravi kipov, bronastih, Pretopljeni, kamnitih, uničeno, pred sodiščem. zbrisano, seveda. Ja. Seveda. Tudi generalmajster ni imel pravico nekjer stati. Vse so zbrisali in zradirali. In zdaj bo nekdo rekel, joj, to je pa vandalizem, če se pa te spomenike, ki smo jih mi postavili na recimo prostorih, kjer so bili drugi spomeniki, ki smo jih mi zbrisali, no zdaj pa to vandalizem. Jaz sem proti zgodovinskemu vandalizmu. Sem zato, da se tudi ta del revolucije preseli v en muzej revolucije. Postavimo ga. Pokažemo revolucijo, kakšna je bila. Ni vse slabo, nekaj dobrega, ogromno slabega. Pokažemo to ljudem, generacijam, ki prihajajo za nami. In postavimo te spomenike tja. To, kar zdaj imamo, osamosvojitev, to je pa to, kar moramo videti vsak dan. In vsak dan nam mora ostati v očeh in v spominu in v srcu, da zdaj imamo svojo državo. In da se ne smemo obremenjevati s tistimi državnimi tvorbami, ki so nekoč bile, ampak da moramo gledati v prihodnost. Nobena država po pridobitvi samostojnosti ni pozabila zgraditi nekaj impozantnega. Pa bo ukinitvi komunizma, vsi imajo obeležja, Mi od 91. leta nismo postavili nobene monumentalne Ne, pa še na zgradbe, revoluciji niti- to piše na tem tršarju, je posvetilo partiji Tako. iz leta 75, Tako. ljubi Bog, pa kdo smo mi, no. Zbudimo se. Narod se bi moral zbuditi. No. Ja. Moral se bi zbuditi in predvsem ostati zvest samemu sebi, se zahvaliti vsem ideologijam, jih poslati nekam v kot in začeti razmišljati o prihodnosti. Dobro, imam še 3-4 dogodke, za katere želim, da komentirava. Zdaj, odstopil je direktor Nacionalnega preiskovalnega urada Darko Muževič. Nasledil ga bo Borut Franca. Zdaj Darko Muževič je zdaj odšel nazaj na to, tako bi rekli, lahko policijsko šolo v Tacen. Zdaj vprašanje, ki se tu pojavlja, je, kaj je zdaj s tistim skokom, s tem bojem proti korupciji? Kaj vi mislite, kaj si obetate? Tu bi človek zdaj praktično že kar nekaj tednov je tale vlada, ne? Mogoče da imeli neko zasnovo, kako bo zdaj ta protikorupcijska komisija oziroma inštitucija delovala. Če dovolite eno anekdoto, moj spomin na gospoda Muževiča, ko je bil še šef urada za preprečevanje pranja denarja. Kot državni svetnik sem ga vprašal, kako nadzorujejo to, in je rekel, da vse transakcije nad 30.000 evrov preverjajo. Sem rekel, tiste za 29.990 grejo pa lahko mimo. In so se svetniki smejali in je bil takrat užaljen. Ta urad za preprečevanje denarja pod njegovim vodstvom je deloval tako naivno, da to človek ne more verjeti. In v državnem svetu smo pripravili celo nekaj posvetov na to temo in predlagali spremembo zakonodaje in gospod Muževič je takrat rekel, vse je v redu. Danes nam pa podjetja kupujejo s tem denarjem, ki so ga tukaj odnesli ven. In to vsi vemo. In to ni nobena skrivnost. No, okej, gospoda Muževiča ni več, zdaj bo nekdo drug. Kar zadeva skok, je pa takole. Zelo težko bo najti ljudi, ki niso kompromitirani. Jaz si lahko dovolim, ker nisem več v politiki, me prav malo briga, kako bo kdo to komentiral, izreči, da v slovensko pravosodje imam veliko dvomov. Tudi če organi pregona, kot je policija, kriminalisti, opravijo vsa svoja preiskovalna dejanja, se vse zatakne v procesnih težavah na sodiščih. Kapitalni procesi se vedno vlečejo, kronski dokazi se izločajo, na koncu imamo čez 2 strani v časopisih objavljen, kako so ujeli kurjega tatu in so bile butale zelo vesele, ko so ga sprovedli v butalsko ječo. Pri vseh ostalih kapitalnih kriminalnih dejanjih, ki pa ogrožajo tudi dobesedno varnost države, tam se pa zadeve odvrtijo nekako nenavadno. Zdaj, kakšna pooblastila bo imel ta skok, kdo ga bo sestavljal, mislim, da pooblastila niti niso toliko pomembna. Bolj pomembno je, kdo bo ta
organ sestavljal, kakšne bojo njegove operativne sposobnosti, še bolj pa, kdo bo procesiral to, kar bo skok pripravil. Če bojo to tisti, ki čakajo po 10 let za pripraviti sodbo v imenu ljudstva, potem je nesmiselno, da ta skok sploh ustanavljamo. Vse se začne in konča na sodišču. Mnogi primeri na sodiščih, pa nisem pravni strokovnjak, ampak me navdajajo z nezaupanjem v ta sistem. Od dodeljevanja zadev posameznim sodnikom, do sodniških odločitev o izločanju dokazov. Morali bi spremeniti zakon o kazenskem postopku, morali bi zbrisati ven tisti člen, ki pravi, da sodniki sodijo po izvedenih dokazih. Sodniki so pa tisti, ki dovoljujejo izvedbo dokazov ali pa ne. Ja, in imajo tudi, mi imamo, eni redkih imamo sodno preiskavo obtožilski, ne? Mogoče bi to veljalo ukiniti, ne? No, na Balkanu so to včasih rekli, kadija te tuži, kadija te sudi. Dokler nas bo kadija tožil, pa kadija sodil, nima smisla. No, to je treba spremeniti. To bomo videli, teh predlogov zakonskih še ni, pravijo, da jih pripravljajo. Pa bi morali, preden kogarkoli procesirajo, zaradi tega, ker se bo proces odvijal z velikim medijskim pompom in končal se bo na drugi, tretji obravnavi, ker bo izločeni dokazi, ker vse veste. Ne more biti naključje. Preveč je tega, da bi bilo naključje. Preveč. Posebej, ko govorimo tudi o mednarodnih kriminalnih združbah in njihovih sojenju njim. Ta zadeva jim ne bo vpijoča in dvomim, da nam tudi naši partnerji v Evropi kaj veliko verjamejo. Ja, evropski tožilci predvsem, namreč zdaj ta teden smo se spomnili spet na teh skoraj 8 milijonov, ki jih je ministrica za pravosodje pa finančni minister sta jih namenila za Litijsko 51, seveda tudi v tem primeru nihče ni in zelo verjetno ne bo odgovarjal, ne ministrica, ne bivši minister. Zdaj takole je, novi minister za pravosodje Zupančič je obiskal to Litijsko 51 in zdaj se sprašuje, kaj naj zdaj država naredi s to Litijsko 51. Zelo enostavno, proda na dražbi in razliko med tistim, kar je bilo plačano in tem, kar bo iztržka, zaračuna tistim, ki so ta posel speljali. No, obstaja video, kako je bilo to videti. Prodati, zamenjati, porušiti, vse je odprto, bom obrnil vsak list dokumentacije, da ugotovim, kdo vse je še odgovoren za ta fiasko. Kot sem rekel, prodati na javni dražbi, razliko v ceni za to, kar bo iztrženo in kar je bilo plačano, pa izterjati od tistih, ki so tukaj nosili odgovornost za te odločitve. A veste, en majhen obrtniček, če ne plača davkov, ga država sesuje. Poberemo vse. Tukaj imamo pa ljudi, ki so razpolagali sredstvi pobranimi tem majhnim obrtničkom, ki jih je država sesula za nekaj evrov dolga. In to, kar je bilo žuljev pobrano ljudem in takole gospodarjeno, to more nekdo plačati. Ampak gledajte, ena velika težava je, ne, zdaj recimo, to pravzaprav tega ne more nihče kupiti, torej lahko kupi, ne, mislim, če je tako nor kot pravosodna ministrica pa bivši finančni, zato ker ne more pridobiti gradbenega dovoljenja za obnovo, kajti ta, ki je njim to prodal, Sebastian Vežnaber, je v bistvu jim ni prodal pasu okoli te stavbe. Tako da praktično, če nimajo nekega pasu za vhod, ne, oni v bistvu nimajo tega zemljišča, imajo samo zemljišče pod stavbo, ne pa okolice. Ne. Skratka, to je pa res bila neka velika, praktično velika goljufija. No. Kako se Enako je z mariborskim letališčem, ki smo ga prodali Kitajcem, potem kupili nazaj. Pa imajo ključni del zemljišč, imajo Kitajci še zmeraj v lasti. To je, ko v poslu poskušaš nekoga oslepariti, pa oslepari on tebe. In ja, kot sem rekel. Kdo bo sploh to kupil? Kdo bo? Gospod Vežnaber bo zagotovo to prodal. Ne za majhno ceno. Zagotovo, ker tega nima za kaj potrebovati. Ja, lejte, on je takole. Jaz predvidevam, da vem, za kaj gre. Gospod Vežnaber to uporablja kot kontrolno palico, kot stikalo, s katerim se njegova odgovornost izključi ali pa vključi. Tisti moment, ko se tega stikala
za izključitev svoje odgovornosti reši, a ne, potem bo tudi on na tej isti klopi, kot so tisti, ki so odločali. Saj veste, kako je s tem. To je neka, recimo temu, varovalka za njega osebno. Ampak, ja, treba se je pogajati, treba je priti do tega. Ja, on želi, da se mu premijer opraviči. Na istem mestu, namreč očitno prejšnji premijer govoril o njem besede, rekel je, kjer je izrekel besede, grde besede o meni, sem pripravljen to podariti, če se mu seveda opravičijo. Seveda pa se mi mora v parlamentu opravičiti, ne. Kar seveda je neizvedljivo. Ne? To je tako, kot bi mene obtožili nekega kriminalnega dejanja, pa bi jaz potem to obtožil svojo soprogo, pa ona mene, pa kar sva pač v tej relaciji ne morava drug pro drugmu pričati in se bi vrteli lepo okrog in bi šli naokrog. Veste, ljudem je treba povedati, da nekatere stvari niso take, kot so videti, ampak da gre v bistvu za zlorabo sistema. Da nekateri znajo zelo dobro plavati v krogu in nikoli stopiti iz tega bazena. Ampak dobro, ali bo zdaj to lahko rešil ta skok? To me zanima. Skok lahko reši zbiranje dokazov. Ne more rešiti pa sodb. Sodbe so v pristojnosti sodišč. In kot sem rekel, če bodo sodišča delovala tako, kot so delovala doslej, imamo lahko skok in trd pristanek, pa nič vmes. No, ta teden spet smo se spomnili na Zorana Jankovića. Ne? Zoran Janković je praktično nastopal tako posredno v dveh zgodbah. Ne? Namreč ena zgodba je ta, da je bil sprejet zakon o ukinitvi volilne pravice za nedržavljane. Recimo minister Rončević je takoj dejal, da njegova žena nima potrebe po volilni pravici, prihaja s Tajske, pa ga je potem spet napadla Zvezdana Mlakar in napadla ženo in govorila o ženskah, ki pridejo iz tretjega sveta in o razlogih, zakaj se poročijo v te zahodne države, ampak pustimo to je bilo na nivoju slovenskega rumenega tiska. Ampak gospa Mlakar je zagovarjala migrante nasploh. Ja, tako je. Zakaj pa ne to žensko? To bomo vprašali. To je zato, ker je ona legalna migrantka. Ja. No, zdaj seveda vprašanje je, ali lahko ta zakon o ukinitvi volilne pravice za nedržavljane ali lahko škoduje volivcem Zorana Jankovića. On je velik prijatelj tudi predsednika Vučića in ljudje govorijo o velikem vplivu srbskega kapitala, srbskih kadrov v Sloveniji. Zdaj, kaj se lahko zgodi zaradi tega zakona? No, najprej si bodo oddahnili zaposleni na upravnih enotah, ker vedno pred volitvami v Ljubljani so zaposleni na upravnih enotah delali nadure in nekateri so se temu celo uprli, kot vem iz kuloarjev. Da so vpisovali prebivališče za volivce. Interne migracije se temu reče, sicer so popolnoma legalne po slovenski zakonodaji, ampak dajo človeku misliti. Pa se ni zgodilo samo to, ta zakon. Zgodil se je še, kako je že tisti, ne bodi ga treba, ali pici mu rečejo mlajši, ki ga spremljajo na blogih. Influencer, ki je na neki točki... Ne pridi prav, Aleksandar Repić. Ne pridi prav. Kdor ga podcenjuje, dela zelo veliko napako. Ima ogromno mobilizacijsko sposobnost, zaradi tega, ker zna komplicirane stvari razložiti enostavno, ker si upa, ker nima kaj izgubiti. Ne nazadnje pa tudi zaradi tega svojega bloga pa teh svojih podcastov je dobro situiran in ni prepuščen na milost in nemilost sistemu. Lahko se učinkovito brani. Torej, ali lahko zdaj ta Aleksandar Repić, ne pridi prav, ogrozi kandidaturo Zorana Jankovića? Ga lahko premaga v tej, namreč on je že napovedal, da bo... Bolj kot odvzem volilne pravice tistim, ki niso državljani, in bolj kot to, da se prepreči migracije. Migracije pred volitvami se da preprečiti na zelo enostaven administrativen način. Zelo enostaven. Nekdo, ki odreja delo, zaposlenim pač odredi drugo delo. To se pravi, lahko se zgodi, da bo Aleksandar Repić premagal na volitvah za župana Ljubljane Zorana Jankovića. Da. Veste, kaj se še lahko zgodi? Lahko se zgodi, da tisti, ki so Jankovića do zdaj podpirali, začnejo dvomiti v njegovo sposobnost, da zmaga te volitve. In v tem primeru bo iskali tudi nadomestna imena.
In potem se te zadeve lahko razdrobijo. Ko neka stvar, ki je bila sama po sebi umevna in je bila udobno peljana desetletja, pride do točke preloma in ko se začnejo dvomi, se iščejo rešitve. In včasih, kadar se rešitve iščejo na vrat na nos, so lahko napačne. Tako da jaz pač na to gledam zelo objektivno. Z županom nimam nobenih kratkih stikov, niti antipatij, niti simpatij, ampak poskušam gledati tako iz naslonjača udobno, ker nisem več politik, pa analiziram, kaj se lahko zgodi. No, župan je pa Zelo nastopal... nepredvidljive bojo te volitve. Zoran Janković zagotovo ne bo šel na te volitve brezskrbno, kot je šel prej. In tisti nasmešek, vse veste, tega ne bo več. Še eno vprašanje je, recimo nastopal je Zoran Janković, spomnili smo se ga spet ob tem velikem nalivu, namreč tisti podvoz za Bežigradom, ne, ob tej novi železniški postaji, je spet zalilo, čeprav je lansko leto še so poglobili vse, uredili odvodnjavanje, mestna občina je zapravila 2,5 milijona, pa spet je ostala voda, ne. Zdaj seveda Primc, ki pa ga ravno tako bo kandidiral, je objavil takle videoposnetek. Evo, Ljubljana pod vodo, 15 minut dežja, podhodi spet zaliti. Janković na mestnem svetu rekel, da je tega konc. Enostavno porablja milijone in milijone denarja in ne reši zalivanja Ljubljane ob vsakem malo večjem dežju. Sramota od sramote, Janković je treba odstaviti. Ali lahko na teh lokalnih volitvah za župana zmanjka gospod Primc, ki je zdaj mestni svetnik? Ne vem, to pa bi težko sodil, ker toliko dobro ne poznam razmer, vem pa, da je Janković na teh volitvah premagljiv. Pa ne samo on, veliko težav bi imeli tudi ostali župani. Zdaj vsi napovedujejo super El Niño, meteorološka dogajanja bojo zelo intenzivna, v Sloveniji se moramo pripraviti na to in vlada predvsem se mora pripraviti na to, da bo ogromno denarja in resursov porabila za to, da bo odpravljala posledice ujm. Ujme letos zagotovo bojo. In te ujme lahko odnesejo tako ljubljanskega kot kateregakoli drugega župana. Kdor je se usmeril bolj v populistične projekte in ni reševal infrastrukturnih projektov, bo imel zdaj zelo velike težave. No, ta teden, še 2 posnetka imamo, je na mariborskem shodu za življenje, pohodu za življenje sodeloval nogometaš Marcos Tavares in zdaj so seveda, pohod za življenje je proti splavu za življenje seveda. In zdaj so ga navijači, bivši navijači ali kakorkoli, ti, ki so ga do zdaj podpirali, zelo napadli. Pa kakšno imamo mi mentaliteto, da ne dovolimo nekemu Marcosu Tavaresu, da ima mnenje, ki sovpada s temi, ki organizirajo pohod za življenje? Jaz se Marcosa Tavaresa spomnim še z nogometnih tekem, ko se je prekrižal pred tekmo. Ja, tudi je imel napis Jezus na majici. In to ni motil takrat nobenega. Ampak ta odnos do njega je treba gledati v širšem družbenem kontekstu tega zgodovinskega trenutka. Zdaj se bodo mobilizirale čisto vse sile. Opozicija bo pobrala vse, kar je možno ideološkega. Tudi navijače. Tudi navijače, ampak veste, ti navijači pa niso tako nedolžna stvar. Če se spomnite kalvarije Franca Kanglerja, navijači so bili glavni. Oni so to začeli. Viole. Da. In če pogledate pa strukturo, personalno strukturo teh skupin, se človek kar zamisli, kdo vse tam je in kaj vse so sposobni storiti. Vsekakor sem tudi jaz naklonjen športu in tudi naklonjen navijačem, ampak mislim, da med njimi so tudi taki, ki ne navijajo samo za šport, pač pa tudi še za kaj drugega. In tu bi navijač vsak pri sebi moral razmisliti, ali si bom nadel tisto balaklavo, ali bom prijel kameno roko, ali bom prijel baklo in palco in ali bom naredil to, kar mi predlagajo, naj naredim. Koliko je to v resnici povezano s športom in koliko je to v bistvu povezano z neko nasilno ideologijo. Tako da nekdo bi moral začeti govoriti z navijači. Nekdo bi moral dati roko in jih pozvati k temu, da se na nekih temeljnih točkah obrazloži,
vsakemu, kaj se pričakuje drug od drugega. Če na navijače gledate tako kot nekateri naši intelektualci zgolj kot na drhal, je to za njih zažaljivo. To niso. So pa med njimi taki, ki so sposobni tudi kriminalnih dejanj. In če se tudi politika začne pogovarjati, govorim o institucionalni politiki, ne neki podtalni in izza hrbta. Tudi politika mora začeti z navijači voditi nek dialog. Vse konec koncev so to tisti ljudje, ki nosijo naše zastave, ko tekmujemo v tujini. Tako je. In treba jim je dati neko veljavo, neko spoštovanje in treba jih opozoriti, kje so meje, do kje se lahko gre in kaj je športno navijaštvo, kaj je pa politični aktivizem ali mogoče celo začetek terorizma. Ampak, a veste, da dejansko sem jaz imela občutek, no, jaz seveda ne hodim na te tekme, ampak sem imela občutek, da Zoran Janković pa je precej na strani teh zelenih zmajev, Green Dragons, ne, celo mogoče je nekoč po Ljubljani nek pohod, ali če se prav spominjam, ne, da en del politike to razume, tako kot ste zdaj vi povedali. Vsak župan bi to moral. Vsako mesto, ki da kaj nase, ima svoj nogometni klub, če je možno še košarkarskega. Mi smo sicer malo majhni, ampak pogledajte po Združenih državah Amerike, pogledajte po Franciji, pogledajte Latinsko Ameriko. Ko njihovo moštvo zmaga, so tam vsi od prvega do zadnjega na proslavah. In šport je del naše kulture. In župan, more podpirati športnike in navijače. Če pa navijače pustiš, ob strani in jim daš zgolj denar in jih prepustiš vplivu tistih, ki jih lahko zlorabijo, no potem se pa zadeve pa drugače zavrtijo. A ne? In odgovornost, kot sem rekel, odgovornost politike, izvršilne politike je, da z navijači vodi nek konstanten dialog. Ker navijači nas lahko proslavijo, lahko nas pa tudi osramotijo, tudi v mednarodni javnosti. In lahko nam koristijo v predvolilni kampanji. Ja, mnogim lahko koristijo predvolilni kampanji. Dobro, zadnji posnetek je pa tale, je pa seveda vrh Triglava. Ne? Triglav je bil na nek način junak tega tedna, saj smo praznovali 35 let samostojne Slovenije. Zdaj, že prejšnja vlada je predlagala, da bi 7. avgust postal dan Triglava, da bi bil to praznik, ki bi nas združil, ampak vprašanje, ki vam ga zastavljam ob tej priliki, pa je naslednje. Ne? Zelo veliko imamo mi gorskih nesreč, letos ekstremno veliko, pač to so neki ljudje, ki prihajajo iz nižinskih držav, recimo Nizozemci gredo neprimerno opremljeni, tako pravijo reševalci, in jih potem rešujejo. Vse sorte je danes v hribih, v bivakih, namesto da bi se poslužili samo v skrajni sili, ljudje, tujci, spijo in jih imajo za turistični objekt. Skratka, vprašanje se glasi, ali bi morali mi uvesti plačilo za to reševanje oziroma uvesti neko obvezno zavarovanje za pohodnike v gore. Namreč, če gremo mi smučati v Avstrijo ali pa v Italijo, plačamo zelo velike vsote, da se kaj zgodi, moraš biti praktično zavarovan za škodo, ki jo narediš tretji osebi, recimo, da me nekdo toži, da je zaradi mene padel na smučišču, ali pa za reševanje. Mi pa praktično brezplačno rešujemo. Kako vi gledate na to? Ja, zelo enostavno je to rešiti, ne? Sej, pogledajte, Republika Hrvaška ima za lovce lovne dozvole. To pomeni, da kdor hoče kot lovec priti na Hrvaško in tam loviti, mora najprej pri Hrvaški lovski zvezi kupiti lovno dovolilnico. Ta je obenem zavarovalna polica. In potem je zavarovan nezgodno in tudi zavarovanje za škodo, ki jo povzroči drugim. In enako bi lahko upeljali tudi pri nas, planinsko dovolilnico. In tujci, ki k nam pridejo, to dovolilnico kupijo in s tem avtomatsko imajo sklenjeno zavarovanje za neko določeno vsoto in se vsaj ta del pokrije iz zavarovane premije. Ampak jaz ne razumem, zakaj se res te reševalci tudi temu upirajo. Glejte, nekdo, ki rešuje v nesreči v gorah, se on tudi izpostavlja svoje življenje. On mora na petek, svetek, na praznike oditi takrat, ko je klic. Zakaj tega ne podprejo? To je poslanstvo. In potem reševalci razmišljajo tako, če bomo to zaračunavali, bodo ljudje rekli, da smo tukaj zaradi biznisa. In to je za njih žaljivo. Tudi za vojake, za častnike je žaljivo, če jim rečete, da so zaradi dobrih plač tam. Ne, niso samo zaradi tega. Plača je sicer pomembna, ampak to ni vse.
Mi drugi moramo poskrbeti za to. Ne pričakovati reševalce, da bodo oni kaj zahtevali. To moramo mi drugi, državljani Republike Slovenije, ki to vse skupaj plačamo. Tveganje se mora prenesti na tiste, ki se temu tveganju zavestno izpostavljajo. Na Japonskem, če kupite škatlico cigaretov, se morate identificirati z osebnim dokumentom in njihov zavod za zdravstveno zavarovanje ve, koliko cigaret pokadite. Temu primerno je tudi vaše zavarovanje. Državna politika, enostavna. Kadiš, tvegaš, plači večjo stopnjo za zdravstveno zavarovanje. Če se ukvarjaš s padalstvom, moraš biti zavarovan. Če ne, si ilegalno v zraku, ker potem vsi državljani nosijo stroške za tvoje zdravljenje. Če se voziš z avtomobilom, motorjem, se moraš zavarovati. Če hodiš v gore, se moraš zavarovati. To se mi zdi, da bi ljudje morali razumeti, ker če ne, to plačujemo vsi mi, pa ni majhen znesek. Ja. In če je to razdeljeno na vse tiste, ki pridejo iz tujine in hodijo v naše gore, potem je to pravično in ne vidim temu nič slabega. Smo še daleč do neke zelo urejene države, ne? Malo je treba, malo volje je treba in se vse te stvari uredijo. Kar zadeva zavarovanje nasploh, pa mislim, da je ena izmed rak ran slovenskega zdravstva ravno zdravstvena zavarovalnica. Dokler tega problema ne rešimo, tudi zdravstvo ne bo nič bolje. Dobro, gospod Alojz Kovšca, tu bova postavila piko, mogoče o zdravstveni zavarovalnici več prihodnjič, ko boste spet prišli komentirati, tokrat pa najlepša hvala za vaše komentarje. Hvala za povabilo. Upam, da sem bil dovolj iskren. Če je to koga razveselilo, sem tudi jaz vesel. Če je to koga razžalostilo, pa moram reči, da me prav preveč ne obremenjuje. No, hvala lepa za obisk in hvala za pozornost. Nasvidenje.